Sinu učiteljica je sinu povedala, da ne more biti žrtev rasizma, ker je bil. Moj sin je manjšina na svoji šoli. Pravzaprav je edini bil fant v svojem razredu in to nikoli ni bil problem. Zakaj bi bil? Oprosti. Mi smo belci in ponosni smo na to, ter smo veliko prispevali k civilizaciji. Dnevi bele krivde so resnično mimo. Spet da izpusti. Bum! Vojna proti belcem. Ja. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da se trenutno dogaja tiha vojna proti belcem, ki je popolnoma zamolčana, ker naj ne bi bilo mogoče biti rasističen do belcev. In vendar, če poslušate, kaj ti ljudje govorijo, lahko sami ugotovite, da v resnici globoko v sebi iskreno sovražijo belce. Ja, tega sploh ne skrivajo. Bela koža, modre oči, Lord predsednik. Bel. Lord sodnik Clark. Bel. Vsak sodnik višjega sodišča. Bel. pripravljeni so izpostaviti ljudi, ker so beli. Zdaj poslušajte zgodbo tega otroka. Veste kaj? Samo oglejte si video. Učiteljica mojega sina mu je rekla, da ne more biti žrtev rasizma, ker je bel. Moj sin je manjšina na svoji šoli. Pravzaprav je edini bel fant v svojem razredu. In to nikoli ni bil problem. Zakaj bi bil? To ni problem. Nenavadno je, ker so bili Angleži običajno beli. V redu, kakorkoli, prišli bomo do tega. Vsem nam teče ista kri. Vsi smo ljudje. Ljudje so ljudje. Vsaj tako sem mislila. Ker je včeraj prišel domov in mi povedal, da ga je skupina fantov različnih narodnosti obkrožila, se postavila v krog okoli njega in začela mojemu sinu skandirati. Piščančja koža, piščančja koža. Povedal mi je, da se je počutil ogroženega in prestrašenega. In ko mu je končno uspelo pobegniti iz tega kroga, je stekel k učiteljici, kot sem mu vedno rekla, naj naredi. Rekla sem mu, naj to naredi. Če je kdaj v situaciji, kjer ga je strah, naj steče k učiteljici. In to je tudi naredil. Učiteljici je povedal, mislim, da so do mene rasistični. In veste, kaj mu je rekla? Ni šla iskat fantov, ki so to naredili. Ni poskušala potolažiti mojega sina. Ni sočustvovala z njegovimi občutki. Rekla mu je, ti si bel. Do belega človeka ne moreš biti rasističen. Tako da moj sin danes ni v šoli in se tudi ne bo vrnil, dokler se nekaj ne spremeni. Ker je bil vsekakor žrtev rasizma. Bil je žrtev verbalnega nasilja. In ko je stekel k učiteljici po pomoč, mu je ta učiteljica rekla, da njegova čustva niso pomembna, ker je bel. Ta učiteljica mora izgubiti licenco in biti odstranjena iz svoje šole. Ampak ste presenečeni? Ker so ustvarili to neumno teorijo na spletu, da je rasizem usmerjen samo proti ljudem, ki niso beli. To niso več niti manjšine. Imaš belega fanta, ki je manjšina v razredu in nekdo je do njega nesramen, ker je bel. In ni razumevanja, da je on manjšina. Torej bi moral biti rasizem usmerjen proti njemu. Ne. Če je fant bel, potem rasizem ne obstaja. In mislim, da je veliko ljudi tega že naveličanih. Koliko zgodb vam bomo danes pokazali o tem, kako globoko sovražijo bele ljudi, to bo res nekaj posebnega. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Majra K., vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, všečkati ta video in počakati na razburljivo obvestilo o tem, kako se boste kmalu lahko tudi vi pridružili oddaji Pushback. Tako je, smo belci in smo ponosni na to. Veliko smo prispevali k civilizaciji. Dnevi belega občutka krivde so resnično mimo. Vse, kar sem, vse, za kar so moji predniki umrli in se borili, da bi zaščitili, je zapisano v sami zemlji pod mojimi nogami. Vem, kdo sem in vem, od kod prihajam. Da, res je, ampak danes je to popolnoma nesprejemljivo. Zdaj si morda rečete, veste, Mera pretirava. Našla je eno ali dve zgodbi. Poslušajte to pesem, ki so jo dejansko napisali. Vigilantizem ni maščevanje. To je vojna proti belim. Aj slišiš to? Ne vem, če boš opazila. Ko moraš narediti, kar je prav, vigilantizem ni maščevanje. To je vojna. Proti belim! Naredite, kar je prav, fantje. Začnite vojno proti belim fantom. Zakaj pa ne?
Zakaj pa ne? In ko imaš take stvari v kulturi, dobiš takšne rezultate. Veš, to mlado dekle na Finskem, ki jo pretepe skupina, to je smešno, skupina divjih temnopoltih ljudi, ker je bela in jim ni všeč. O moj bog, ona je bela punca, oni pa so cela skupina, veliko jih je, poglej jih, poglej, kako jo napadajo. In mislim, da je vsem, ki to gledajo, precej jasno, da je razlog, zakaj jo napadajo, ta, da je bela. Zdaj, ko se spomnite tega videa, kjer nekdo reče: "Živjo, ponosna sem, da sem bela, ker nismo naredili nič narobe in barva naše kože nas v resnici ne določa, ampak naša zgodovina in to, kako smo prispevali." Začutite ta ponos. Ampak potem si ogledate ta video in se zavedate: počakajte malo, kako naj bi to mlado dekle sploh čutilo ponos na to, da je bela? Ko hodi sama po ulici in jo napade skupina ljudi samo zaradi barve njene kože. In rada bi rekla, da je to edini video, ampak to je dejanski pojav. Še enkrat ga udari! Hej, bu! O! Tudi to sem posnel! O! Ne bi smel biti zunaj! Zdaj, želim si, da bi lahko rekla, da je to samo stvar moških s preveč testosterona. Ampak ste opazili to žensko, ki je samo pristopila do njega in ga brcnila? In kako so bili vsi ljudje, ki so to videli, temnopolti, in namesto, da bi temu moškemu pomagali, so to snemali? Povej mi, da niste v vojni. Povej mi, da to ni samo zato, ker mislijo, da je bil moški. Poslušaj, kaj pravijo. Bu. Razumel sem, spet. O! Smejijo se. Ne moram vam povedati, kakšno raven neobčutljivosti mora imeti človek, da gleda, kako nekoga napadejo, se smeji in snema, namesto da bi mu poskušal pomagati. Ne bi smel biti zunaj! To je bilo. To je ogabno, kaj ne? Ja, res je, ogabno. Spet več zgodb. Še en bel tip. To je mlado dekle. Samo opazuje. In uživa. Praviš mi, da tej mladi ženski, ki očitno ni belka, niso povedali, da je v redu, če napade na ključnega belega moškega. Hej, Phineas. Njena lasulja je padla dol. Ne vem, kaj naj ti rečem, ampak to se mi zdi kot trop divjakov, ki napada človeka. Ali poznamo kontekst tega, kar se je zgodilo? Ali poznamo ozadje zgodbe? Ne, nimamo pojma. Ampak to, kar tukaj vidiš, je pojav. In povem ti tole. Če boš prišla k meni in rekla: ja, izbrala si nekaj naključnih videoposnetkov belega moškega in v resnici ne veš, kaj se je zgodilo. V redu, poslušaj to za trenutek in mi povej, kaj misliš o tem. Zakaj spreminjajo hitrost predvajanja? To je tako nesramno. Če bi srednji razred, mislim, zagovorniki liberalnih vrednot, prebrali Koran, verz za verzom, ali pa samo prebrali žensko sura, ki je posvečena ženskam. To samo po sebi ti lahko da vpogled v to, kako problematičen je islam za ženske. In potem morda ne bi tako stali ob strani, ko pa je to dejansko na škodo vseh drugih skupin v družbi. Ker v trenutku, ko začnemo s posebnim zagovarjanjem in pritiskanjem na zakonodajo, zakaj menimo, da morajo biti muslimanske ženske bolj zaščitene, ker so bolj ranljive kot druge manjšinske ženske ali kaj podobnega. Postane zelo, zelo problematično, ko imamo gibanja, ki prihajajo iz močno islamskih držav, kjer je teokracija, in te ženske pravijo, da nimajo nobenih pravic. Nimajo pravice do izobrazbe, nimajo niti pravice, da bi govorile ali se smejale na glas. In namigujem na Islamsko republiko Afganistan. Seveda, počakaj malo. To ni video o ženskih pravicah v islamu. Gre za to, kaj bo povedala o tem, kaj ljudje, ki prihajajo iz teh držav, mislijo o belih ženskah. In opazi, da je to stvar z belimi ženskami. Počakaj.
Situacija, kjer so popolnoma izbrisali ženske iz družbe. Zdaj, lahko živiš udobno v Združenem kraljestvu kot belopolta ženska srednjega razreda in misliš, da je to problem, ki se dogaja samo v teokraciji. No, točno to bi se zgodilo tudi tukaj, če bi dovolili, da se to razmahne. Ali misliš tudi, da v nekaterih delih muslimanske skupnosti bele ženske veljajo za prosto dostopne, da so nekako egzotizirane, ker imajo ta dostop, ker ne nosijo hidžaba ali burke, ali ker niso muslimanke, pa tudi zaradi razširjenosti pornografske kulture? Sovražim to reči, ampak popolnoma, ja, popolnoma. In mislim, da se to začne že na osnovni ravni, če bi bila recimo priča, naprimer, pogovorom v garderobi ali pa pogovorom znotraj skupin mladih muslimanskih moških, bi že videla, kako v njihovih očeh prihaja do poniževanja belih žensk. V smislu, da se lahko zabavamo in imamo dobre trenutke z vsemi temi ženskami, potem pa se bomo poročili z dobro muslimansko ženo. In to je nekako splošni način delovanja večine mladih muslimanskih moških, rekla bi, da tudi mladih britanskih muslimanskih moških, veš, ko si želijo zabave. To je tisto, kot si rekla, ali je to pornografija, ki jih je še bolj fetišizirala, ali pa tudi sam islam. In če se spet vrneš v islamsko zgodovino, so bile odprave, kjer je Mohamed spodbujal svoje privržence, naj gredo in osvojijo nova ozemlja ter, veš, ujamejo svetlolase ženske. Tako da to res sega vse do same islamske zgodovine in do tega, kako je prerok gledal na te ženske in kako se to nadaljuje. In seveda, kot si rekla, pornografija to samo še dodatno utrjuje. Seveda, to je samoumevno, da nima vsaka oseba, ki ni bela, karkoli opraviti z islamom. Ampak ko imaš eno kulturo na drugo, na tretjo, na četrto, pa naj bodo to religije, države ali katerakoli druga narodnost, ki se borijo in verjamejo, da si belci preprosto ne zaslužijo enake količine. Ne vem, spoštovanja, kot ga imajo drugi ljudje, zaradi barve njihove kože. Vrnil vas bom nazaj in vas spomnil na video, s katerim smo začeli, s tistim otrokom, ki je bil v šoli in so mu rekli, da ni žrtev rasizma, ker je bel in da to ni mogoče. In to je nekaj, kar se trenutno širi povsod, kamorkoli gremo. Poglejte, večina ljudi bi mi rekla, da v resnici nisem bela in s tem sem popolnoma v redu. Ne gre za to, da bi mislili, da so belci nadrejeni. Pravzaprav gre za to, da se ozremo okoli sebe in rečemo: če želimo odstraniti rasizem, moramo priznati, kadar rasizem dejansko obstaja. In če smo v vojni, potem moramo dejansko sprejeti, da smo v vojni in nehati se pretvarjati, da se to ne dogaja, ker se to dogaja določeni skupini ljudi. Ker je bil nedvomno žrtev rasizma. Bil je žrtev verbalnih zlorab. In ko je stekel k učitelju po pomoč, mu je ta učitelj rekel, da njegova čustva niso pomembna, ker je bil. Zdaj sem se pogovarjala s sinom o tem, da bi šel na drugo šolo, vendar ga je strah. Nikomur ne zaupa. In zdaj mu moram razložiti, da naj bi zaupal tem učiteljem, ki so tam, da ga zaščitijo, čeprav ga niso. Tako je edina možnost, ki mi ostane, ker ne bom dovolila, da je moj sin prestrašen. Da ga šolam doma, kar pa pomeni, da ne moram delati. To je eno dejanje učiteljice in sploh ne krivim otrok. Veste, otroke je treba bolje naučiti. In ljudje, ki bi to morali narediti, so odrasli. Tisti, ki so tam, da nas zaščitijo, pa tega niso storili. In zaradi dejanj te učiteljice je zdaj prizadeto celo moje življenje. Celo življenje mojega sina je zdaj prizadeto. Ni prizadet samo njen sin, prizadeta je cela naša družba. Če niste pripravljeni izpostaviti problematičnih dejanj proti skupini ljudi kjerkoli in kadarkoli jih opazite, ste tudi sami del problema. Tudi če vas je strah, da bi vas zaradi vaših besed lahko označili za rasista. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.